Uganda, dežela čudovitih naravnih parkov, bogata z gozdovi, rekami, jezeri in planinami, pa nasadi kave, čaja in tobaka. To je dežela pisanih tržnic in prijaznih, nasmejanih domačinov z več kot 40 plemeni, ki se močno razlikujejo po kulturi in jeziku. Winston Churchill jo je nekoč imenoval biser Afrike. Uganda je bila cilj našega potovanja in 11-dnevnega bivanja v okviru projekta Never Lose Your Soul ali Nikoli ne izgubi svoje duše. Potovanje smo začeli v Mariboru in se z avtobusom odpravili proti letališču v Benetkah, odkoder smo z letalom nadaljevali pot do Katarja in letališča Doha. Tu smo prenočili in z jutranjim letalom okoli podneva dosegli letališče Entebbe v Ugandi. 2 minibusa sta nas po 9 urah vožnje po sicer asfaltirani, a luknjasti cesti pripeljala do mesta Kabale na jugozahodu Ugande, v bližino tromeje med Ruando in Demokratično republiko Kongo. Med potjo smo se ustavili še na točki, kjer ekvator deli Afriko na sever in jug, ter proti večeru dosegli Kabale. Od tu je bila še dobra ura vožnje do jezera Bunyoni, kjer sta nas že čakala čavna in naš gostitelj Ronald. Pod zvezdnatim nebom ekvatorja smo po uri plovbe po jezeru ob 3 zjutraj dosegli končni cilj, polotok Burimba. Tu smo sredi noči postavili tabor. Za nami je bilo 36 ur potovanja. Cilj projekta Never Lose Your Soul v okviru programa Erasmus+ je razviti mednarodni model za reševanje ekonomskih migracij, da bi mladi izobraženi ljudje našli delo doma. Tako bi upočasnili izseljevanje in izgubo človeškega kapitala ter delovne sile. Mladi iz tega okolja so povedali, zakaj je projekt zanje tako pomemben. My name is Emily. I'm 17 years old. I studied from Lukunyanyi Secondary School in senior city class. It was a sample. I'm called Comfort. I studied at Lukunyanyi Secondary School in senior 4, aged 18. Me, I can add. And I felt that I should work harder and harder so that my family, my community can develop to the extent of other cities. Yes. S prispodobo selitve ptic smo želeli z našim projektom razviti trajnostni ekonomski model, temelječ na podjetniških spretnostih in priložnostih, ki jih ponujajo nacionalni parki za mlade. V projektu so sodelovali Druga gimnazija Maribor kot vodilni partner, DOPS, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic, CEZAM, Center za mlade Ruše iz Slovenije ter Colegiul Nacional Stefan Selmare Hirlau iz Romunije in Lake Bunyoni Secondary School iz Ugande. Jezera in otočki so nas spomnili na Karibsko otočje, ko smo prvo jutro pogledali iz šotorov. Jezero Bunyoni, kar v prevodu pomeni jezero številnih majhnih ptic, leži na nadmorski višini 2000 metrov in je vulkanskega izvora. Ima 29 majhnih naravnih otokov, dolžino meri 30 km in spada med najgloblja jezera v Afriki.
Naš gostitelj Ronald nas je po zajtrku odpeljal na polotok Burimba. Tam smo obiskali osnovno šolo Asimve. Otroci stari od 5 do 12 let so nas sprejeli s pesmijo in plesom na travniku pred šolskim poslopjem. Po obisku šole smo se odpravili na vrh polotoka Burimba. To je bila čudovita izkušnja in ni nam bilo žal truda, ki smo ga morali vložiti v vzpon na vrh hriba. Po vrnitvi v tabor se nismo mogli upreti prvemu kopanju v jezeru. Strah pred nevarnimi črevesnimi zajedavci je bil odveč, saj je jezero Bunjoni eno redkih v Afriki, ki ga ne ogroža bacil polžje mrzlice. Nismo pa pričakovali roja jeznih afriških čebel, katerih gnezdo so domačini požgali med gradnjo pomola za čolne. Zaradi tega so bile tako razdražene, da so nas napadle takoj, ko smo se približali obali in pomolu. V spomin na prvo kopanje v jezeru smo vsi dobili želo ali dve. Prejšnji večer smo oblikovali delovne skupine in vsaka je dobila nalogo v okviru projekta. Bila je še tema, ko so se snemalno-dokumentarna skupina in fantje iz Dobsa odpravili vsak na svojo nalogo. Prva skupina je šla na vrh polotoka Burimba, da bi posnela sončni vzhod in jutranji pogled na jezero. Druga pa je želela ujeti petje ptic zgodaj zjutraj. Preostale skupine, zbiralci afriških zgodb, plesno-glasbena skupina, inštruktorji plavanja in raziskovalci biotske raznovrstnosti so se svojih nalog lotile po zajtrku. Pripravila so ga dekleta, ki so se sploh prva med nami lotila dela. Najvišji vrh polotoka Burimba, odkoder je najlepši pogled na jezero in otoke, je bil od našega tabora oddaljen kako uro hoje. Sončni vzhod smo lahko opazovali ob 7:15 minut, ko se je sonce pojavilo na obzorju in se nenavadno hitro navpično dvignilo proti nebu. Tako je bila predstava sonca žal končana v nekaj minutah. V tabor smo se vračali skozi vas pod vrhom Burimbe in vaščani so se pripravljali na dnevna opravila. Katja in Zala, v naši skupini odgovorni za fotodokumentacijo, sta neutrudno fotografirali otroke. Ti so nas zvezdavo opazovali in za veseljem pozirali. Na poti smo srečali fante iz Dobsa. Navdušeno so nam pripovedovali o različnih pticah, ki so jih fotografirali, snemali in katalogizirali že prvo jutro. Naš gostitelj Ronald je vodil glasbeno in plesno delavnico. In ker je bilo pred kosilom še nekaj časa, smo se jim pridružili. Otroci iz Burimbe so bili pri plesu in petju zelo sproščeni. Veliko teže jim je šlo, ko smo jih snemali s kamero in jih vprašali, kje so se naučili plesa in petja. Samza, Testa, Nizbe, make a December, make a December, I sing Samza, Testa, Nizbe, To imajo že v krvi, je smeje se pojasnil Ronald. Zato pa so člani naše skupine potrebovali kar nekaj vaje, da so se priključili petju in plesu otrok. So pa z veseljem spregovorili o tej izkušnji. We learn about the party songs when we are all happy or when we just enjoy visitors coming and seeing this wonderful place. The rhythm
At first might be hard, but after that it's just magic. We just play like that. The song is very hard, to sing in different language, and it looks very exhausting. Popoldne smo obiskali otok Boama, ki je znan po največji bolnišnici za gobavce v tem delu Afrike. Leta 1931 jo je ustanovil škotski misionar dr. Leonard Sharp. Medtem, ko je dr. Sharp sprejel vse zasluge za delo in bil deležen vse slave, so bolnišnico v resnici vodile nune in medicinske sestre iz Anglije. Do leta 1948 sta imela bolnišnica in zavetišče v Boamiju več kot 1000 bolnikov. Vsi so pokopani na otoku, kje so njihovi grobovi, pa še danes ni znano. Nekdanja bolnišnica za gobavce je zdaj šola Lake Bunyoni Secondary School, ki je tudi partner našega projekta. Dr. Sharp je kot dom za svojo družino izbral bližnji otok Najera. Ženo sta ga spremenile v botanični vrt, ki so ga občudovali obiskovalci od blizu in daleč. Naš naslednji cilj je bilo hotelsko naselje na bližnjem otoku Bušara. Lastniki so nam predstavili vse turistične zmogljivosti naselja, čeprav smo lahko opazili le enega samega turista. Ob vračanju v pristanišče k našemu čolnu smo srečali zebre, impale in šimpanze. Sem so jih pripeljali lastniki, da bi otok deloval tudi kot živalski vrt. Dopoldne 3. dne smo obiskali anglikansko cerkev, oddaljeno pol ure hoda od našega tabora. Imeli smo srečo. V cerkvi je potekal slikovit obred krsta novorojenčka z veliko petja in plesa. Na povabilo domačinov smo se mu pridružili tudi mi. Domačini so se za to priložnost pražnje oblekli, mi pa smo občudovali prelepe barve in vzorce njihovih oblačil. Pozdravljeni člani, nas je pozdravil naš vodnik Niklas, sicer učitelj biologije, ko smo prispeli na otok Boama. Danes je na otoku sodobna bolnišnica, ki jo vodijo slovenski študenti medicine. Ustanovili so jo s pomočjo sekcije za tropsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in humanitarne organizacije Edirisa. Bolnišnično osebje nam je pripovedovalo, kako pomembna je za ljudi bolnišnica in koliko k temu prispevajo slovenski študenti medicine. Is a bit a challenge here. So during the days when these Slovenians are not here, then we don't get so many patients and we don't also receive so many mothers to deliver from here. Naš naslednji cilj je bil obisk srednje šole Lake Bunyoni, našega partnerja v projektu. Da bi izvedeli več o ugandskem šolskem sistemu, smo raziskali spletno stran humanitarne organizacije Edirisa, ki deluje v Ugandi. Takole piše: za šolanje v Ugandi ni veliko možnosti, včasih jih sploh ni. Šol in učiteljev je premalo, izobraževanje je drago, primanjkuje učnih pripomočkov. Šolski sistem ne spodbuja ustvarjalnosti in praktičnih spretnosti. Otroci se premalo naučijo o svoji kulturi in svetu, v katerem živijo. Ko nas je Nikolas v učilnici spet nagovoril s "Pozdravljeni člani", smo bili bolj kot na njegovo razlago učnih metod pozorni na videz in opremo učilnice. S seboj smo imeli učbenike, darila druge gimnazije Maribor, da bi z njimi obogatili šolsko knjižnico. Upali smo, da bodo učbeniki koristili učencem šole. Vsi so bili namreč napisani v angleščini. Učenci so nas bili veseli in so za nas nemudoma organizirali odbojkarsko tekmo. Bil je že večer, ko so nas povabili še na plesno glasbeno predstavo v šolski jedilnici. S petjem in ritmom bobna so v trenutku ustvarili veselo vzdušje in zabava se je lahko začela. Skupina za zbiranje afriških zgodb
je slišala za starejšo žensko, ki se je uspešno rešila z Kazenskega otoka. Domačini na jezeru Bunjoni so dekleta, ki so zanosila pred poroko, namreč kaznovali tako, da so jih odpeljali na približno 200 kvadratnih metrov velik otoček sredi jezera. Ker dekleta niso znala plavati, so bila obsojena na počasno in bolečo smrt. Vendar se je včasih zgodilo, da je katero od njih rešil kak fant, ki ni imel denarja za nakup neveste. Junakinja naše zgodbe je Mauda, danes stara več kot 90 let. Davis, naš vodnik, nam je že na začetku povedal, da želi Mauda nekaj denarja v zameno za to, da nam pove svojo zgodbo. Koliko natančno, ni vedel, vendar je domneval, da vsaj 10.000 ugandskih šilingov, kar je približno 3 evre. Ko smo prispeli pred njeno kočo, se je Davis odpravil na pogajanja. Vrnil se je s ponudbo 70.000 ugandskih šilingov, skoraj 21 evrov. Gospe se je odpravila Julija in se čez pol ure, ko je našega snemalca Dejana že začelo skrbeti, da izgubljamo svetlobo za snemanje, vrnila z dogovorom za 40.000 šilingov, približno 12 evrov in nekaj centov, natančno toliko denarja, kot smo ga imeli pri sebi. One of the lucky girls we are picked from there is still alive, and she's this one here. Ndabagambira nti nkabonabona nayo ekikooko kyakirenda kundya, Yesu yankwatirira, enjubu zirenda kundya, Yesu yankwatirira. 4 dni potem, ko sta jo brat in oče pustila na otoku, jo je pred zanesljivo smrtjo rešil mlad ribič. Družini je povedal, da se bo poročil z njo, vendar za svojo nevesto ne bo plačal niti šilinga. Imela sta 8 otrok in veliko vnukov. Mož je že davno umrl, vendar je srečna ženska. Tako srečna, da nam je o tem zapela. Praise Jesus. Jesus is great. Our God is so great. Popoldan nas je čakala še ena zanimiva izkušnja. Ukrcali smo se na čoln in pluli po jezeru proti meji z Ruando. Obiskati smo želeli vas, v kateri živijo pigmejci. Za pripadnike tega ljudstva je značilna nizka rast. Ženske so v povprečju visoke približno 1,35 cm, moški pa le nekaj centimetrov več. Po mnenju znanstvenikov je njihova višina posledica slabih življenjskih razmer, zlasti neustrezne prehrane. Rasti nehajo okrog 13. leta in si ustvarijo družino, ko dopolnijo 15 ali 16 let, približno 3 leta prej kot druga afriška plemena. Živijo od 16 do 24 let. Skoraj vse njihove vsakodnevne dejavnosti spremlja glasba. Petje je pretežno ženska stvar, medtem ko moški plešejo ali kot pravijo, hodijo glasbo. Najpogostejše glasbilo pigmejcev je njihov glas. Občasno pa uporabijo tudi bobne, ki se jih naučijo igrati že kot otroci. Država jim je dodelila košček zemlje na oddaljenem vrhu in tam so si postavili koče. Od jezera proti njihovi vasi vodi strma pot, ki smo jo prehodili v 45 minutah. Pigmejska vas je šumela kot čebeljak. Radovedno smo se opazovali. Vaščani so pripravili kulturni program z obilico plesa in petja ter nam ponudili svoje izdelke na prodaj. Pred nas so postavili majhne figurice, loke, pletene košarice in zapestnice. Z veseljem smo jih pokupili za spomin na dan, ko smo obiskali pigmejsko vas.
Ljudje na jezeru Bunjoni praviloma ne znajo plavati. Zaradi tega se veliko, zlasti majhnih otrok, utopi. Če se njihov čoln, narejen iz drevesnega debla, prevrne, so nemočni. S plavanjem pa bi si rešili življenje. Zato je bila ena najpomembnejših nalog našega projekta naučiti otroke plavati. Dan je bil oblačen in hladen. Otroke pa tudi učitelje plavanja, ki so prihajali iz mrzle jezerske vode, je zeblo. Rešitev je bila preprosta. Zakurimo ogenj. Domači fantje si ob naši pomoči niso dali dvakrat reči. Z mačetami so nasekali veje bližnjih dreves, za katera pa se je izkazalo, da pripadajo vrtu osnovne šole na otoku. Ko je ogenj začel dajati blagodejno toploto, je prišel ravnatelj šole. Bil je jezen, ker smo odsekali nekaj drevesnih vej. Ko pa smo mu povedali, da učimo otroke plavati in da jih zebe, se je pomiril. Po kosilu smo se vkrcali na čolne, da bi obiskali lokalnega vrača, ki mu domačini še vedno bolj zaupajo kot zdravnikom v bolnišnicah. Tudi njegova koča je bila na hribu visoko nad gladino jezera in dosegli smo jo po slabi uri strmega vzpona. Nicholas, naš prevajalec, nam je povedal, da ima vrač 5 žena, 50 otrok in je star približno 100 let. Ker dokumenti o dnevu rojstva v teh krajih ne obstajajo, je to seveda težko preveriti, a smo mu verjeli na besedo. Del naše skupine so bile tudi 3 slovenske prostovoljke, med njimi 2 študentki medicine. Pogovor z vračem je postal še posebej zanimiv, ko nam je razložil, kako deluje njegovo zdravljenje. Če nekoliko poenostavimo, človek je bolan, ker se je v njem naselil hudobni duh. Zato je naloga vrača, da ga prežene iz človeškega telesa. Ker pa obstaja več vrst hudobnih duhov, mora vrač najprej diagnosticirati, za katerega gre. In kako postavite diagnozo, je resnično zanimalo naše študente medicine. Tako, da opazujem bolnika in se z njim pogovarjam, je prevedel Nicholas. Pri zdravljenju si pomagam z zelišči in kosi živalskega mesa, pomemben pa je čas za užitje zdravila in količina, ki jo predpišem bolniku. Popoldne so naš tabor obiskali domačini. Pokazali so nam svoje ročne spretnosti med ustvarjanjem različnih uporabnih izdelkov. Dekleta so se pridružila pletenju košar, klobukov in zapestnic, fantje pa so se učili, kako z mačeto izrezati lesen val. Ta se uporablja za izdelavo čabate, ki jo domačini jedo namesto kruha. Na čabato smo tudi mi vsako jutro namazali vse, kar smo imeli pri roki, na primer marmelado, avokado in čokoladno maslo. Medtem, ko smo mi za izdelavo enega lesenega valja potrebovali približno 3 ure, so lokalni mojstri v tem času izdelali 3 in jih ob tem še obdelali z brusnim papirjem. Na improvizirani tržnici smo nato lahko kupovali predmete, narejene na naših delavnicah, pa tudi tiste, ki so jih domačini prinesli seboj. Zapestnice so se prodale po 1000 šilingov ali približno 30 centov, košare za sadje in klobuki pa za okoli 5000 šilingov ali €1,50. Izkazalo se je, da je naša tržnica prinesla veliko veselja tako nam kot domačinom. V se soncem obsijanem nedeljskem jutru, 6. dne v Ugandi, smo s čolnom drseli med zelenimi otoki jezera. Naš cilj je bil zaliv, v katerega smo prispeli prvo noč. Tu nas je čakal avtobus in nas odpeljal v Kabale. Mesto leži 420 km jugozahodno od prestolnice, Kampale, ima 45 tisoč prebivalcev in je upravno središče okrožja za univerzo, letališčem, bolnišnico, anglikansko cerkvijo, nakupovalnim središčem in veliko tržnico. Ena od skupin je raziskovala lokalni muzej in se seznanila z načinom življenja ljudi, ki so v preteklosti živeli na tem območju. Ker smo imeli nekaj prostega časa, smo odšli v restauracijo hotela White Horse, ki stoji na hribu v elitnem delu mesta. Tam se politiki Ugande in Ruande udeležujejo skupnih sestankov. Profesorica Zdenka Kevc, ki je vodila projekt, nas je povabila na hladno pijačo in ta se je v senci dreves čudovitega parka res prilegla. Druga skupina je obiskala gospoda Festa, ki si prizadeva za ohranjanje lokalnega jezika Ročinga. Z nami se je pogovarjal o pomenu svojega dela.
Ogwo mwanya museum yanje ahweri. Ohraniti skušam zapuščino in jezik plemena Ručiga, ki bi drugače izumrla. Zato sem uredil muzej, star je skoraj 50 let. To je zame način za ohranjanje korenin našega ljudstva. Ninyenda nakubona bali kwenda kwagula kumpamo miliyoni 400. Potem smo se vsi skupaj odpeljali na obrobje Kabale, da bi obiskali krojaško delavnico, ki deluje po načelih pravične trgovine. Tam šivilje v dostojnih delovnih razmerah šivajo oblačila in tako zaslužijo nekaj denarja, da lahko poskrbijo za otroke in družino. V središču mesta smo si ogledali anglikansko cerkev. Čeprav je še v gradnji, to vernikom ne preprečuje sodelovanja pri cerkvenih obredih. Cerkev stoji ob široki ulici, polni trgovin, ki jih vodi lokalna indijska skupnost. Leta 1972 je režim generala Idija Amina Indijce pregnal iz Ugande. To pa je takrat povzročilo veliko škodo uganskemu gospodarstvu. Po njegovem padcu leta 1978 so se mnogi Indijci vrnili v državo. Obisk velike tržnice v mestu Kabale je sam po sebi doživetje. Afriški trgi so slikoviti, polni sadja, zelenjave, pa tudi oblačil in obutve. Tu lahko najdete vse, kar domačini potrebujejo v vsakdanjem življenju. Hrup nasmejanih in klepetavih prodajalk, ki kupce vabijo k nakupu svojih izdelkov, je za nas hitro postal prijetna melodija. Ko smo lokalne cene preračunali v evre, nam je tržnica postala še bolj všeč. Na nekem mestu smo našli delavnice za popravilo motornih koles, tik ob mesnicah in prodajalnah riža. Mesa nismo kupovali, ker bi zraven brezplačno dobili še 1000 muh, smo pa nakupili sadje in ga podarili otrokom iz ustanove Casa. To je nekakšen dijaški dom in sirotišnica za otroke, ki jim starši ne morejo plačati šolanja. Pa imamo vse. Otroci so nam pripravili sprejem z veliko glasbe in plesa. Naša dekleta pa so jih razveselila s pesmimi in igrami. Pripovedovali so nam tudi o življenju v zavodu. Yeah, we have 8 beds. 8 for 60 students. For 60 kids, actually. So, on each bed, double bed, we sleep on 3 or 2, according to when it is holiday, they are somehow at home, and when it becomes time for school, some are also here. So, some of them, some are boarders and others are the scholars. So, when it's comes for time for the scholars, they will be like 2-2, and when we all combined, like when we say that all of the Casa children should come, there we will be sleeping like 3-3. Kot skoraj vsak dan na jezeru Bonjoni smo bili tudi tokrat s čolnom na poti. Peljali smo se proti meji z Ruando. Že od našega prihoda v Ugando so fantje iz Dobsa dokumentirali in fotografirali lokalne ptice. Do tega dne so popisali več kot 200 vrst ptic in zavzeto pripovedovali o vsaki novi vrsti, ki so jo dodali v svojo zbirko. Ta dan je bil namenjen spremljanju njihovega dela na terenu. Pripluli smo do obrežja in čoln zasidrali na kraju, poraščenim z vodnim rastlinjem, ter stopili na kopno. Nemudoma so nas opazili otroci iz bližnje vasi. Radovedno so si nas ogledovali in nam sledili na poti v notranjost. S kamero smo z velikim zanimanjem spremljali naše fante in bili navdušeni nad njihovim znanjem in poznavanjem ptic. We are at the southern tip of the lake, and across those fields there is already a border with Rwanda. We saw some quite interesting species today, and I think the highlight was blue-headed cuckoo. Objective of birdwatching
group is to observe as many bird species as possible, to also map them. All those gathered data will also be base for some educational material we also want to produce for local schools to use it, to raise awareness and to inspire young children in birdwatching. Wow, birdwatching trips was so interesting because in these trips I have learned many species of birds, like of weavers. We have got sunbirds, in the species of sunbirds, even herons. Because as now I know many birds, many species, I can now take visitors for bird watching, and then I tell them, I show them the species. Yeah, so it can give us employment opportunities. Okay. We people of Bunyonyi. Tu in tam smo zaskrbljeno pogledovali proti nebu. Bližala se je deževna doba in prejšnjo noč je deževalo, tako da je bila večina naših oblačil in obutve premočena. Kaj, če nas dobi dež sredi jezera v čovnu, smo se spraševali. Toda tokrat smo imeli srečo. V tabor smo se vrnili še preden je začelo deževati. Popoldan so nam domačini pripravili delavnico izdelovanja opek. Pokazali so nam, kako naredijo opeko, podobno tisti, iz katere so zgrajene skoraj vse hiše v okolici jezera Bunjoni. Ilovico in glino so stisnili v lesen model, nato izvlekli kvadratasto oblikovano maso, jo položili na tla in jo pustili ležati 3 dni. Potem so na pol posušene kvadre žgali v peči, dokler niso postali suhi in trdi, enaki opeki, ki smo jo videvali povsod po Ugandi. Bližal se je čas našega odhoda za jezera Bunjoni. Gostitelje smo obdarili z majhnimi darili, razveselili so se jih in jih hvaležno sprejeli. Mi pa smo bili z mislimi že pri tem, kako bomo pripravili prtljago in očistili tabor. V pogovorih smo se spominjali preteklih dni in izkušenj, ki smo jih pridobili ob druženju s prijatelji v svetu tako drugačnem od našega. Within the project guidelines, we had the freedom to get in touch with people. We got to know their culture from a different point of view than we did last year or through many documentaries. We got to feel the warmth and the vibe they shared with us. The legend about the Punishment Island is the most told story around the lake, so getting a chance to listen to a survivor talking about it and managing to keep her emotions in check and captivate us solely with her words was an amazing experience. Never Lose Your Soul is a project who gives me a chance to know new people, to find a story. Zvečer so nam gostitelj Ronald, njegovi starši in prijatelji priredili poslovilno zabavo. Za to priložnost so pripravili še posebej svečano večerjo. Na veliko žalost naših deklet je na krožniku končala tudi majhna koza, ki se je med našim tukajšnjim bivanjem potikala po dvorišču tabora. Domačini so skrbeli, da ogenj, ob katerem smo se zbrali in se greli, ni nikoli ugasnil. Zanje je bil to prostor, kjer so se srečevali, za nas pa kraj, kjer smo se ob mrzlih večerih pogreli. Ob 4 zjutraj, ko je bila še tema, smo bili že na pomolu in nalagali prtljago na čolne. Ker je bil hrib, po katerem smo se stopili iz tabora, moker in spolzek, smo seveda padali in bili zato prekriti z blatom in ilovico, taka pa je bila tudi naša prtljaga. In čeprav je bilo hladno in deževno zgodnje jutro, se je Beko, Ronaldov 10-letni posvojenec, prišel posloviti od nas. Zaradi njegove bistroumnosti in smisla za humor smo ga zares vzljubili, ker je sicer spal zunaj hiše
in ker se je bližala deževna jesen, smo mu za spomin in darilo pustili naš šotor. Čolna sta nas za našega pomola na polotoku Burimba pripeljala v pristanišče, kamor smo prispeli prvo noč. Poslovili smo se od gostitelja in sedli na avtobus. Ta nas je odpeljal do nacionalnega parka kraljice Elizabete, enega tistih, ki ne manjkajo v nobenem turističnem vodniku Ugande. Ko smo po nekaj urni vožnji prispeli do vhoda v park, so nas vodniki že čakali. Peljali so nas na 4-urni pohod po pragozdu, da bi opazovali šimpanze. Po 2 urah in pol smo končno zagledali prve in usmerili kamere v krošnje dreves visoko nad nami. Tam smo lahko videli, kako se Vikta igra s svojim partnerjem. Vodniki so nam povedali, da družinam šimpanzov sledijo z GPS-om po celotnem pragozdu. Dan je bil nabit s programom in odpravili smo se naprej do letovišča Kazinga Channel View. Popoldan je bil namenjen opazovanju jezerskih živali na opazovalni turistični ladjici na jezeru George. Na obali smo si ogledovali nilske konje in videti so bili prijazni, čeprav gre za najsmrtonosnejšo žival na planetu. Ubijajo namreč več ljudi kot levi, medvedi, kače ali katerakoli druga nevarna žival. Zato domačini pravijo, nikoli ne zaupaj na smehu nilskega konja. Črede bivolov ob vodi so nas radovedno opazovale, fantje iz Dobsa pa so spet našli nove vrste ptic, ki še niso bile katalogizirane. Zvečer smo se nastanili v Bush Resortu, po večeri pa zakurili taborni ogenj in klepetali o tem, kaj vse smo danes videli in doživeli. Zgodaj zjutraj, še pred sončnim vzhodom, smo se odpravili v savano na fotosafari. Terenski avtomobili z delno odprto streho so nas že čakali pred hotelom. Vodnik po savani nas je najprej vprašal, katere živali bi radi videli? Leve, smo v en glas vzkliknili. Levov vam ne moram z gotovosti obljubiti, lahko pa vam obljubim slone, nilske konje, divje prašiče in pale, pravzaprav veliko impal, je povedal. Šoferji terenskih avtomobilov niso ravno ljubitelji počasne vožnje in tisti med nami, ki so si izborili prostor na strehi terencev, upajoč na boljši razgled, so doživeli pravo safari masažo. Občudovali smo živali, ki smo jih sicer poznali le iz knjig in dokumentarnih filmov o Afriki, tako da smo lahko obkljukali vse živali na seznamu za ta dan. Pozno popoldne smo v grmovju končno odkrili tudi levjo družino. Resda s pomočjo daljnogleda, pa vendarle. Ko smo se vrnili v hotel, smo pripravili zabavo s torto presenečenja. Jakob in Lana sta namreč praznovala rojstni dan. Zadnji dan bivanja v Ugandi smo obiskali botanični vrt Toro Botanical Gardens v bližini mesta Fort Portal. Mesto je od Kampale oddaljeno kakih 300 km, ima 41.000 prebivalcev, 2 bolnišnici, univerzo in 2 cerkvi. Oznaka Fort pred imenom mesta pove, da je bilo v kolonialnih časih tu vojaško oporišče britanske vojske. Botanični vrt ima ime po starodavnem kraljestvu Toro, katerega središče je bilo v Fort Portalu. Po kosilu v restavraciji sredi mesta smo se odpravili na ogled botaničnega vrta. Njegova osrednja naloga je ohranjanje avtohtonih drevesnih vrst pred izumrtjem. Toro Botanical Gardens je bil resnično vreden obiska. O bogatem botaničnem in zgodovinskem znanju našega vodnika pa smo resnično uživali. Večerja v letovišču Kazinga Bush je bila naša zadnja v Ugandi. Za nami je bilo 11 nepozabnih dni ob jezeru Ponjoni, v narodnih parkih, v Indiju, parku kraljice Elizabete in botaničnem vrtu Toro. Zjutraj smo se odpravili na letališče Entebbe in začeli 30-urno pot proti domu.
GoPro, stop recording.